Gradbeni sektor gre nedvomno skozi digitalno transformacijo, vendar je to konservativen svet, ki je ponovadi korak za ostalimi. Ampak, ko je neka inovacija 10-krat hitrejša, cenejša, kvalitetnejša, skratka 10-krat boljša, je sprememba neizbežna. Kaj so neke pričakovane tektonske spremembe v vašem sektorju? In sicer lahko razpravljamo o področjih industrializacije, materialov, digitalizacije izdelkov in procesov, delovanja pametnih zgradb, infrastrukture, oblikovanja z BIM orodji, gradnje in proizvodnje z BIM orodji, vodenje projektov, industrije 4.0, digitalne prodajne kanale, distribucijsko logistiko, mogoče omenimo kakšne nove udeležence in seveda tudi kakšna digitalna orodja. Pa ker vam predajam besedo, bi pa šli po modelu, da najprej vsak izmed vas predstavi svoj pogled, potem pa se med vami tudi kakšna debata razpre. Hvala lepa za besedo. GIC Gradnje je eno največjih gradbenih podjetij v Sloveniji in zavedamo se, da je digitalizacija neizbežna za naše podjetje. Zato smo v določenih segmentih že začeli z procesom digitalizacije. Prehajamo počasi na spremembe. Kaj to pomeni? Najprej seveda inženirski del, ker je ta tudi najbolj dodelan, najbolj razvit. In potem počasi do operative, kjer že uporabljamo določena orodja, s pomočjo katerih na gradbišču izvajamo kontrolo izvedenih del. Lepo pozdravljeni, Gospodarska zbornica, naš oddelek Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala se vključuje v mednarodne povezave, da skozi te uresničuje vse strategije in trende, ki se pojavljajo v gradbeništvu. Vse te teme, ki ste tukaj navedli, tamle je naš plakat, naš pingvin s QR kodami, imate QR kode zelene, modre, rumene, modre za digitalizacijo, zelene za krožno in trajnostno. Skratka, precej digitalnih projektov imamo in smo jih že imeli, seveda so pa usmerjeni ti bolj v mala in srednja podjetja. Velika vemo, da so dovolj digitalizirana, tako da vključujemo se v pobude, kjer lahko pomagamo malim in srednjim podjetjem. Trenutno smo dokončali več učnih gradiv za BIM, tako da pomagamo usvajati BIM, naredili smo mobilne aplikacije za spoznavanje BIM kot podpora srednjim gradbenim šolam, višjim šolam, lastnim akademijam v gradbenih podjetjih. Pripravili pa smo tudi precej pobud, da bi spoznali v tem sektorju e-poslovanje in ga vključili v svoje poslovanje. Tukaj tudi vabimo gospoda Rozmana, da bi kakšno pobudo skupaj izvedeli. Vse se bomo ujela kmalu, pa tudi z našim šefom, da bomo kaj nadaljevali skupaj, ker eni brez drugih ne bomo šli. Tako da obrtna se mora tudi seveda povezovati z gospodarsko in obratno. Skupaj bomo lahko izboljšali pripravljenost sektorja, da bomo ujeli zahodno in še bolj zahodno, recimo Ameriko, Izrael, tehnologije, ki nas daleč prekašajo to, kar imamo mi v Evropi trenutno. Hvala lepo zdrav tudi z moje strani. Res sem Matjaž Šajn, podjetje CGS Labs, imam še nekaj drugih funkcij, ki jih bom morda kasneje malo razložil. Če se pogovarjamo o nastajajočih disruptorjih, jaz verjamem v digitalizacijo, verjamem pa seveda, da je še kar nekaj drugih področij, na katere se ne spoznam tako dobro, vendar gotovo digitalizacija nekako povezuje različne stroke in tudi lahko te različne nove pristope, ki bodo prinesle verjetno nek napredek tudi v gradbenem sektorju. Meni je v bistvu digitalizacija nekako eno področje, v katerem zelo uživam nekaj novega ustvarjati, zato pač že tudi toliko let nekako razvijamo lastne programske rešitve. In preprosto vidim res tukaj še ogromno nekih priložnosti, kaj se da naprej narediti, o katerih se bomo danes gotovo še pogovarjali. Tomo Cerovšek,
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Najprej bi se zahvalil organizatorju za povabilo, pa mogoče za nekaj izhodišč glede digitalizacije. Angleška vlada je leta 2013 objavila 3 glavne strategije za digitalizacijo gradbeništva. Prva je bila razvoj pametnih tehnologij, druga zelena gradnja in tretja uporaba storitev in materialov na globalnem trgu. No, v zvezi s tem je zanimivo, da se res nekaj dogaja. Samo lansko leto je bilo vloženih v razvoj pametnih tehnologij za gradbeništvo cirka 1,4 milijarde evrov, kar je izjemen vložek v pametne tehnologije. In kaj je tisto, kar omogoča inovacije? V prvi vrsti je to BIM, potem v drugi vrsti je uporaba lokacijskih in modelnih komunikacijskih metod na gradbišču in tretja pomembna panoga je digitalizacija uporabe materialov in proizvodnje gradbenih proizvodov in polproizvodov. No, in to je kontekst, v okviru katerega mislim, da moramo naslavljati digitalizacijo. Da lahko biroja enota arhitekti. Zdaj ta uvodni del je mičkeno širok, ne? Teme, ki so bile naštete, obsegajo toliko stvari, da je pravzaprav težko nekje začeti. Verjetno se bomo bolj vsako temo posebej spopadli. Ampak mogoče za začetek, meni osebno, jaz osebno sem velik navdušen nad modernimi tehnologijami. Rečem tako, vse od pojava pač računalnikov naprej, od spektruma naprej se vedno trudim biti zraven oziroma razumeti, kaj se prav dogaja, se bo zgodilo. In ravno zato mogoče bi rekel, da je treba pri tem, ko govorimo o digitalizaciji, ločiti v bistvu o dve različni poti, ki nas vodite do tja. Ena je tista, ki je aplikativna ali pa relativno hitro, druga je pa tista, ki nam omogoča odkrivati neke nove rešitve in ponavadi ni prav dobro, ne hodi prav dobro z roko v roki regulacijo. Velikokrat srečamo s tem inovativnim delom, ki se ga trudimo potem spraviti v te nove predpise, ki se nam obetajo ali pa ki so na poti. In to je recimo tisto, kar mene tu najbolj zanima. Regulacija namreč je res na vseh področjih, ne samo na področju digitalizacije, pač v najboljši veri se spustimo na neko pot, ki verjamemo, da bo pravilna, ne? Pa se bolj mogoče s časoma izkaže, da smo po poti neke stvari izgubili. In to je tisto, kar se meni zdi zanimiva debata tukaj, da se pač različni pogledi srečajo, vedno je seveda ena disciplina glasnejša in premakne stvar v svojo smer, pol je druga disciplina glasnejša pa premakne stvar v svojo smer, ampak skozi zgodovino smo imeli že nič koliko takih poskusov, ko smo se mogli pol odločiti pa reči, mogoče je pa druga smer, ne vem, varčne žarnice, tam jaz ponavadi za tak dober primer, ne, ki se nam lahko zgodijo tudi na področju digitalizacije zdaj v gradbeništvu arhitekturi. Ali pa recimo rečemo kar električni avtomobili, ko jih nismo še niti uvedli, pa že ugotavljamo, da to verjetno ni končna rešitev, ne? In to je mogoče tisto, česar bi se jaz dotaknil kasneje v debatah. Vedno pogledati tudi vsak svoje strani, pa da vidimo, kaj pravzaprav presek je, kje pa se razlikujemo. Zdravo, jaz sem Martin iz Moj Mojster, Dajbal. Mi se že enih 10 let trudimo, dajmo reči, digitalizirati ta spodnji del trga, naše vodovodarje, pleskarje, manjše ekipe, manjša podjetja, ki pa na koncu recimo prispevajo kar polovici GDP-ja, ki se ustvari v gradbeništvu. In še posebej zdaj v tem časih, ko smo pač bili priča koroni in pa tak velikim spremembam, je spet dom postal neka osrednja esenca, ne, vsakega gospodinjstva. In jaz menim, da je tudi zelo pomembno in tudi sami delamo v tej smeri, da sistemsko začnemo v bistvu z digitalizacijo gradbeništva tudi tam, kjer je v bistvu najbolj problematično, ne. Velika podjetja so naredila velike korake naprej v procesih, v optimizaciji, medtem ko pa moramo mi svojega vodovodarja 3 mesece čakati, ali pa nam recimo naš krovec naroči za 30% več materijala, ki ga moramo tudi plačati, je pa tudi toliko nekih možnosti za optimizacijo,
ki bi morala priti tudi iz tega spodnjega dela trga. Mi verjamemo v to, da bi za nekim počasnim vzgajanjem, za počasnim usmerjanjem teh ljudi, ki na koncu z rokami realizirajo naše projekte, tudi lahko bistveno prispevali k recimo velikim spremembam v gradbeništvu. Če opazujemo, kako hitro se pojavljajo novi materiali na trgu, koliko časa je potrebnega za razvoj novih produktov, vidimo, da je ta digitalni del bistveno hitrejši in agilnejši. Cigle je še vedno cigl, lepilo je še vedno lepilo. Tudi če je bolj inovativno, ali pa ga porabimo manj. Tako da menim, da bi z digitalizacijo teh osnovnih procesov, z digitalizacijo logistike, komunikacije med vsemi deležniki lahko v bistvu naredili velike spremembe v outputu gradbeništva in to našo industrijo spremenili v malo bolj profitabilno. Tako da to je recimo naša teza in mislim, da se bo velika sprememba dogajala v naslednjem desetletju tudi na tem področju. Slišali smo predvsem veliko število področij, ki jih digitalizacija pokriva. Pravzaprav se je težko osredotočiti na enega samega, ampak bi vas malo izzval in rekel, če ste zdaj na konjski dirki, na katerega konja boste stavili? Torej, če morate izbrati eno področje, eno zadevo, katero je to in če lahko tudi pišete, torej, kako se vi lotevate, pa predvsem me zanima, kako v praksi zdaj to izgleda. Ker digitalizacija je dostikrat pod narekovaji nekje v oblaku. Kar se tiče digitalizacije, če zdaj vzamem iz aspekta, kaj bi bilo fajn in kjer vidimo, da nam bi največ pomagalo, je se pravi v vsakem trenutku vedeti na gradbišču, v kateri fazi smo, kdo kaj dela, kdo je kaj naredil, s čim je naredil, kako je naredil. Se pravi, to so vsa neka izhodišča, kjer ocenjujemo, da nam zaradi nezmožnosti nadzora uhaja največ časa in največ denarja. To so želje. Se pravi, s pomočjo naprimer BIM-a in pa virtualne resničnosti bi ene take stvari že lahko morda začeli vpeljevati. Se pravi, ampak ne glede na vse, gradbeništvo smo ljudje in začeti moramo pri ljudeh. In nesporno je, da morate iti tu z roka v roki razvoj kadra z tehnologijo. Enega samega področja ne bom izpostavila, ker so pomembni popolnoma vsi. Zdaj pri nas na zbornici gradbeništva smo spisali z makedonsko pa hrvaško zbornico en projekt spremljava najprej določitev indikatorjev oziroma kazalnikov digitalizacije panoge oziroma podjetij. To pomeni, da bomo določili najprej, kaj in kako bomo sploh merili v smislu digitalizacije podjetij, kaj tudi prinaša nek učinek, da ni digitalizacija sama sebi namen, ker digitalizacija ni in ne more biti samo BIM, to je še marsikaj več, čeprav se od tega veliko sliši, ker tudi gradbeni zakon ima novo določilo, pač uvedbo BIM-a, vendar pa na zbornici smo zdaj strateško pristopili k temu, da bomo spremljali te kazalnike, torej Key Performance Indicators za digitalizacijo. Skušali bomo narediti nabor tistih, ki dejansko določujejo gradbena podjetja, njihovo digitalizacijo, projektantska in investitorje. Potem bomo predlagali tudi deležnikom, s katerimi sredstvi in kaj financirati, da bomo najbolj optimalno izkoristili to digitalizacijo in jo tudi pripeljali na ustrezen način. Skratka, najprej moramo vedeti, kaj želimo digitalizirati, ne kar vse počese. In tudi ne moramo vse kar nekaj izbrati, ampak bomo to ovrednotili. Ta projekt zdaj začenjamo novembra. Vabljeni ste, da kogarkoli zanima, tudi zato, ker sta zraven še makedonska in hrvaška zbornica, da se nam pridruži in ta nabor bo potem končan teh kazalnikov v letu 2024 in predan MGRT-ju, MOP-u, Mozaiju, da z njim nekaj naredi. Mogoče še to, digitalizacija pomeni tudi v šolstvu, ena izkušnja iz srednje gradbene šole v Kranju, dokler tudi naše učilnice ne bojo premogle dovoljšne opreme za usvajanje digitalizacije in orodij, toliko časa tudi ne bomo na trg dela prejemali oseb, ki bojo usposobljene, da neka gradbena šola nima osnovne opreme, softverske in hardverske
da dijake poučujejo o tem, medtem ko Nemčija namenja prek javnih razpisov posebna sredstva šolam, se lahko malo zamislimo, kje v bistvu smo. Ne? Znotraj digitalizacije jaz stavim na konja koordinacija in komunikacija. Zato, ker mislim, da je to tudi problem v našem, rekel, vsakdanjem življenju in da pravzaprav sploh pa seveda, ko govorimo o kompleksnejših gradbenih projektih, pa lahko so, ni nujno, da so samo kompleksni, veliki, lahko tudi manjši projekti. Tako kot je že gospa Hartner pravzaprav to načela temo, a ne, spremljanje gradbišča, koordinacija. To se mi zdi, da je ključna stvar, kjer lahko pravzaprav izboljšamo neko produktivnost, profitabilnost, če hočete. Ampak seveda zato, da bo pa ta komunikacija tekla, je pa potrebno se marsikaj dogovoriti. Zato imamo pa standarde, zato pač imamo neke protokole komunikacije. Tako da zdi se mi, da je to tisti del, ki pač če izboljšamo nekako pregled nad recimo ali načrtovanjem, gradnjo, vzdrževanjem, upravljanjem, to je ta komunikacijski del, se mi zdi pač ključen. Ali pa če bom povedal čisto banalno, morda prej nekdo omenil, ne vem, mojstre, ne, kako jih čakamo doma. Ne. Sem prišel na idejo, da mogoče ti mojstri končno lahko imeli nek, rekel, komunikacijski kanal, da bi mi vsaj vedeli, kdaj bo mojster prišel, kdaj bo končal. Ne. Vsi imamo te izkušnje, čakamo. Ne. Ne bi bilo super, da lepo imamo neko aplikacijo, da naročimo mojstra, rečemo ta dan ob tej uri in da mojster res pride. In da se res naredi. Neka komunikacija se mi zdi je tukaj ključna stvar. No. Tako, jaz bi stavil na tole. Ja, mislim, da so konjske dirke res dobra primerjava. Staviš na tistega konja, ki zmaga, in pomembni so rezultati. Pri digitalizaciji, kjer gre za skupek hardvera, softvera in ljudi, ki to uporabljajo, je treba vedno gledati na rezultate digitalizacije, zato je treba razviti ustrezen poslovni model, kazalnike, ki bo meril učinke te digitalizacije in potem, ko se digitalizacija uvede, tudi spremljavo in komunikacijo učinkov digitalizacije. Jaz mislim, da je to glavni problem. Nihče, ki uvaja sodobne tehnologije, recimo na gradbišču, ne posveča dovolj pozornosti, da bi skomuniciral, kaj se je spremenilo z uvedbo digitalizacije. Konja, na katerega bi stavil, je zagotovo spremljava gradbišča in ločitev storitev ter distribucije materialov. To je ena velika ovira za digitalizacijo mednarodnega trga gradbenih proizvodov ali pa če rečemo evropskega trga gradbenih proizvodov in polproizvodov. Tisto, kar si bi želeli, je, da nekdo, ki je vodovodar, posebej da račun za materijale ali pa izvajalec posebej za materijale in storitve, in to bi spodbudil čisto en nov trg na področju kakovostnih storitev in nov trg na področju kakovostnih materijalov. Seveda, da bi to omogočili, je potrebno imeti ustrezno infrastrukturo in ta infrastruktura mora biti modelno osnovana, se pravi, da uporabljamo GIS in BIM kot komunikacijsko infrastrukturo, ki specificira, s čim in kaj je treba narediti, ter dokdaj, in tole bi odprli en čist nov nivo digitalizacije nasploh. Tisto, kar je pomembno, je, da je količina človeških virov zelo omejena, na gradbišču se pa zdaj ne ve, koliko časa ljudje stojijo, koliko časa pridobijo z uporabo novih tehnologij. No in če bi uvedli tehnologije, ki bi omogočale boljšo spremljavo, bi to tudi omogočili boljšo optimizacijo izrabe
človeških virov, seveda se pa vse skupaj začne pri projektiranju in če imamo modelno osnovo že pripravljeno, je tudi lažje pristopiti k takim bolj naprednim načinom dela. Kot sem v uvodu rekel, ne, ko govorimo o digitalizaciji, res moramo ločiti na stvari, ki jih tipamo in jih bomo uvedli enkrat v prihodnosti, pa stvari, ki jih lahko uvedemo danes. Ne. Zagotovo je digitalizacija delovnega procesa na gradbišču nekaj, kar je verjetno prvo v vrsti in se bo prvo zgodilo in je najbolj realno, da se zgodi, ampak vseeno se to ne bo zgodilo jutri. Zakaj se ne bo zgodilo jutri? Jaz sem že v uvodu povedal, da bom jaz mogoče poskušal drugo stran vedno predstaviti, ne? Ker na eni strani smo slišali, da se bližamo polni uporabi BIM-a, pa celo VR-a, virtualne resničnosti v gradbeništvu. Na drugi strani je resnična situacija pa taka, da imamo problem napisati natančen terminski plan, kaj šele sledi terminski plan, da nimamo niti standardiziranih popisov, kaj šele, da bi kaj druga imeli standardizirano v tej smeri in hočem reči, to sta. Čuli smo, da vi se ukvarjate z 50%, ki se ne ukvarjajo z ničemer od tega, ne? Ampak imajo pač bolj linijo dobave pa po občutku, da rečem tako, pa po možnosti. Pač, ne vem, sem mislil, da prši drugi teden, sem prši pa čez 3 tedne, ko se mi je nekaj zalomilo. Ne? To je pa druga realnost na naši strani. In zdaj, kako ta dva procesa združiti, da na eni strani ne pretiravamo. Zato, ker če poskušamo pa preveč naenkrat uvesti, ne? Pa na koncu ne bo ostalo nič. Preprosto bomo uvedli, pa bomo povrgli stran. Ne? In se mi zdi, da je vse to treba vzeti v obzir, ko delamo te korake. Zdaj, v mojih očeh, če probam zelo poenostaviti digitalizacijo v delovnem procesu, ne? Najenostavneje bi jaz to povedal tako, da bi rekel, da je to v bistvu grajenje baze podatkov in iskanje načina, kako pol z modernimi tehnologijami iz te baze podatkov dobimo koristne rezultate. To je to. To je to, kar delamo. Najprej moramo graditi baze podatkov na vseh nivojih. Ne? Seveda imamo, ko govorimo o projektih, ki so mogoče ven iz običajnih okvirjev, nov problem, ne? Kako dopolniti bazo podatkov, ker to je danes recimo največji problem tudi BIM-a in sorodnih programov, tega se bomo dotaknili kasneje. Recimo, kaj smo v praksi do zdaj naredili pri nas na podlagi tega? Na velikih projektih mogoče kdo že vodi. Jaz recimo prijem na gradbišče in na velikih projektih kar naenkrat vrtimo tudi na gradbišču v kontejnerju 3D modele. Tega se prej ni delalo. Zdaj tam vsi skupaj gledamo v ekran, pa si probamo malo bolj predstavljati, kaj se je tam zgodilo. Ne? Načrte recimo oddajamo na upravno enoto. Sicer ne vemo čisto točno, zakaj jih oddajamo na upravno enoto, ampak zdaj tam so, namenjeni so inšpektorjem, sicer v PDF-ju, lahko bi jih kdo pogledal, ker ena velikih stvari, ki jih imamo na gradbišču, je, da se načrti izgubijo. Načrtov ni. Gradi se po eni drugi verziji načrta, ne uni zadnji, ki je bila usklajena, pa zapisana v zapisnik gradbišča, pa vse je bilo vredno, ampak načrta pač ni. Tako da tudi, če imamo super dobro bazo podatkov, pa če ni zraven še načrta tam, je to en tak problem. In to so realnosti. Ne? To je ta diskrepanca med tem, kaj bi želeli uvesti, pa kaj lahko uvedemo. Zato, ker, in jaz mislim, da pač tehnika tukaj je tehnika malih, ampak hitrih korakov. No, ker ta začetek, BIM pa VR, bi nas na koncu lahko pripeljal, to pa mogoče ena druga točka. Verjetno končni rezultat ni avtomatizacija procesa, verjetno je končni rezultat avtomatizacija proizvodne. Mi se recimo veliko ukvarjamo z 3D printerjem. Tehnologijo, ki je že presegla prvi porodni krč, pa je zdaj na drugem delu tiste vsakoletne krivulje, ki se bo verjetno uvedla. Iščemo aplikacije, kjer bi to lahko daleč naredili. To je veliko zmanjšanje. To se čuje sicer grozno, ne? Ker rečeš, enega deležnika sem recimo vzel ven, ma ga nismo vzeli ven, smo ga sam premestili na drugo delovno mesto, ne? Ampak je šlo direktno iz računalnika v proizvodno. To je verjetno končni korak, ne? Pa verjetno gremo zdaj nazaj na prvi korak, ne? Kako pa sploh začeti to, da bomo sploh vedeli, da so baze podatkov pomembne, ne? In da je koordinacija teh baz podatkov pomembna. Dejan, ukradel si mi temo. Jaz se v bistvu strinjam z tem, kar ste vsi povedali pa nakazali. Če želimo v bistvu se digitalizirati, bomo eno analogijo iz programerskega sveta vzel, ne? Rabimo isti jezik, ne? In zdi se mi neverjetno, da pač po vseh teh letih še vedno nimamo nekega istega jezika, da nimamo standardiziranih recimo popisov del. Vsak izvajalec na svoj način predstavi ponudbo, vsak arhitekt na svoj način predstavi ponudbo. En bo dal ponudbo fasada, 20.000 evrov, drugi bo naredil izjemno dobro popisan, po neki svoji intuiciji, pač svoj set storitev in se mi zdi, da to je neki začetek, kjer bi si morali v bistvu enostavno sesti skupaj kot
kot stroka in izluščiti pač tiste esenco pač vseh storitev, ki se v gradbeništvu pač pojavljajo, tega spet ni toliko. Ne. Takih postavk je mogoče 20 000 in tudi sam projekt je mogoče vreden par milijonov, ne, in s tem bi postavili si fundamente, ki bi, tako kot ste rekli, lahko omogočali, da bi imeli poenotene, da bi lahko spremljali, kako se cene gibljajo, imeli bi poenotene normative, imeli bi template ponudb, imeli bi v bistvu skupen jezik, ki bi ga lahko nekako translirali v BIM, strankam bi bilo jasno, kako storitev so v bistvu naročile, lažje bi primerjali ponudbe izvajalcev, ne, ker zdaj dobimo pri ponudniku montažnih hiš 1 tako, pri ponudniku montažnih hiš 2 piše tako, zdaj pa kaj ti v resnici dobiš, ne? V bistvu dobiš nek black box, ne, ki točno ne veš, kaj bo, ne, in tukaj iz tega izhaja veliko problemov. Ne. Konec koncev gledam tako, kot denarja namenjamo gradnji, pa ko ti bo mojster dal ponudbo fasada, in to je vse, kar piše v ponudbi, ne, 20 000 evrov, ne, ko pokupujemo televizijo na mimo vrste, pa imamo popis vseh lastnosti, ki jih ta televizija ima, vidimo, da to je ena velika diskrepanca. Ne, in se mi zdi, da s tem prvim korakom, ki ni tako drag, ne, pa mislim, da je v interesu skoraj vseh, ne, razen nekih špekulantskih praks, bi lahko naredili ogromen korak naprej in ta baza nam bi omogočila, da na njej programiramo vse rešitve. Ne. Mi smo to začeli na lastno pres pri Moj mojster, pač za vsako kategorijo se pogovarjamo z mojstri, pa izluščimo 100 postavk, da jim lahko naredimo template, da ko bo vodar prišel na gradbišče, si bo naklikal, kaj rabi, pa bo lahko naredil ponudbo. Čist enostavno, poceni in ne preveč kompleksno. Ne. In recimo to je lahko en mini začetek, ne, ki je ta mali inkrementalni korak, ki nas bo pa lahko pripeljal sigurno v prihodnosti do bolj digitaliziranega trga. Kaže, sem dobro izvala. Ne? Jaz sem rekla, kaj bi rada, ne? Se pravi, kaj bi si želeli. To se pravi, dober BIM sistem s podporo virtuale, ampak s tem sem začela, končala sem pa z ljudmi. Kaj to pomeni? Dokler se ljudje med sabo ne sestavimo, dokler ne poenotimo izhodišč, tako dolgo nam digitalizacija ne pomaga nič. Govorim iz lastnih prejšnjih izkušenj. Povedali ste, da se skozi ukvarjam z materiali in tehnologijami. In sodelovala sem pred 15 leti, ko smo začeli uvajati digitalizacijo v medicino. Mi smo naredili s kolegi leta 2006 prvi individualni nadomestek človeškega dela in smo potem uvajali digitalizacijo v zobozdravstvo. Leta 2011 smo začeli z uvajanjem digitalizacije v zobozdravstvu. Takrat sem bila ko Marsovec, ko sem o tem govorila. Danes je to normalno, da prideš k zobozdravniku, pa ti poskenira zobe ali pa potem vzame vtis, pa zobotehnik poskenira. Ampak tudi tam smo morali postaviti skupna izhodišča. In to je tisto, pri čemer moramo začeti. Digitalizacija je full fine fancy, ampak dajmo najprej skupna izhodišča. In to se pa začne pri materialih in tehnologijah in tehnoloških postopkih. Definiramo tehnološke postopke, definiramo materiale, definiramo procese. In ko bomo imeli to definirano, potem si bomo lahko tudi z BIM-om in vsemi ostalimi orodji, se pravi gradbeniškimi orodji digitalizacije, pomagali. Drugače bomo pa svaštarili, ali kako naj temu lepo slovensko rečem, pa bomo vsak nekaj delali, ne bomo imeli pa poenotenega sistema, veliko več časa bomo potrebovali in mislim, da je zato potrebno najprej združiti stroko, gradbeništvo in potem dalje. Pa če lahko samo še nadaljujem, bom pol nehala. Pri tem je seveda zdaj naslednja stvar pomembna, da ne moramo izvzeti tega, da je gradbeništvo in bo do neke mere vedno ostalo rokodelska dejavnost. In zato je tu težko vedno postaviti norme. To, kar en keramičar naredi v 3 urah, drugi naredi v 2 urah. In kaj še pol naslednji izziv, kaj je dobro? Postaviti standard, kaj je dobro in kaj je kvalitetno. In se pravi, zato so te stvari toliko bolj v gradbeništvu zapletene, zato ker je izjemno veliko ročnega dela. Izjemno veliko in ga tudi v prvi fazi ne bomo mogli nadomestiti. Fajn se sliši 3D print, ampak tudi 3D print rabi še čas za svoj razvoj.
ampak tudi 3D print je samo tehnologija, ki jo upravlja spet človek. Popise, poenotene popise del, odkar sem jaz na zbornici gradbeništva, to je že skoraj 15 let, se vrti ta ista tema. Hodimo do ministrov, do državnih sekretarjev, povejte, gospod Šajn, eno združenje, drug. Ministri se menjajo, karavana gre dalje, vsakič znova priješ do novega sogovornika, mu znova predstavljaš, kot da nimamo sogovornika. Ob taki menjavi vlad in ministrov je nemogoče to tako doseči. Poenotenje popisov del, stroka si je enotna. Jaz mislim, da samo investitorja ni financerja, ki bi to sfinanciral, po mojem mnenju. Ja, hvala. Torej, ja, zdaj smo na tej temi popisov in tudi jaz sem želel, vidim, da nas je vse to malo zbudilo. Ja, problem je mogoče najprej organizacijski oziroma bi rekel državne strukture, ki jih imamo. Ne. Če gledamo zdaj gradbeništvo in kam gradbeništvo pravzaprav spada, ne, imamo en kup ministrstev, ne, če gledamo vlada, pa pol ministrstva, imamo za infrastrukturo, na srečo, kam pa spadajo, ne vem, bi rekel, vsi drugi objekti, malo pod zdravstvo, malo pod šolstvo, malo pod šport, malo pod, ne vem, finance, bi rekel. Tako da problem je, da nimamo enotnega ministrstva za gradbeništvo. Ne, nimamo niti, bi rekel, nekega organa, ki bi zastopal seveda celotno gradbeništvo, tako da potem vsako toliko prevzame neko pobudo drugo ministrstvo, recimo, ne vem, tudi ministrstvo za gospodarski razvoj je nekaj na tem naredilo, nekaj časa, ne, in tako, da se potem, to je največji problem, da nimamo sogovornika, to je en problem, ne, tak čist praktičen in ne vemo, na koga pravzaprav to nasloviti in si res podajamo to vprašanje popisov kot neko vročo željavco. Ne vem, mogoče je to tudi malo v našem, bi rekel, karakterju. Mi tukaj, Slovenci, nekako se imamo sicer za zelo urejene, delovne, napredne in tako dalje, vendar se mi zdi, da smo ravno tukaj nekje med tem Balkanom in tem razvitim svetom, kjer bi želeli imeti, ker imajo te reči urejene. Ne. In ne vem, nam kar nekako se to ne da čisto urediti, ker tako radi improviziramo, pa tudi moram reči, smo dobri v improvizaciji, kar je fajn. Ne. Tudi na BIM projektih, če se bomo pa kasneje kaj pogovarjali, ta improvizacija nam zdaj super prav pride, zato ker nimamo nobenih standardov. In pravzaprav je to ena dobra lastnost, vendar moramo kljub temu spraviti zadeve v neke okvirje. Ta služba, pravzaprav niti ni pravo ministrstvo, je dobrodošlo, vsekakor, vendar se nanj seveda obrača ogromno nekih, rekel, deležnikov, panog in tako naprej. Trenutno, tako jaz malo spremljam, sem tudi član Strateškega sveta za digitalizacijo pri Gospodarski zbornici Slovenije in tam zastopam recimo gradbeno panogo, vendar je ogromno drugih, ki si želijo. Recimo trenutno zdravstvo bo dobilo veliko denarja za digitalizacijo. Ampak samo zdravstvo, zakaj ne tudi gradbeništvo pa druge. Tako da nekako je, malo bi rekel, tisti, ki boljše zlobira stvari, tisti pride zraven. Tako da bi si pa želel seveda, da bi ministrica, ki jo imamo zdaj za digitalizacijo, da bi imela en celoten pregled. Nas še ni sprejela na sestanek, mora reči, gradbenike. Poslali smo ji pravkar vabilo, tako da upamo, da nas usliši en malo. Mogoče nekaj besed o klasifikaciji. Izkušnje recimo v Skandinaviji kažejo, da je to ključna zadeva za obvladovanje informacij, ki so ključne za uspešno izvedbo projekta. Poznam recimo na Finskem, tam je 30-40 podjetij združeno v tako imenovan Building Information Institute in plačujejo letno 4.000 evrov samo za vzdrževanje klasifikacije. Če pomnožimo, ne vem,
30 krat 4000 evrov, to je lep denar, tako da imajo svojo tajnico, ta glavnega, ki vodi spremembe, obvešča ljudi, komunicira z ministrstvi in to je vse usklajeno. Greste v njihov Merkur, pa je klasifikacija ta pa ta, pogledate na načrt, je potegnjena črta in je poklasificiran in na enak način lahko potem materijale kupite pri dobaviteljih. Kje presekati pri nas? Jaz mislim, da industrija ni pripravljena plačati za to, čeprav bi imela velike koristi. Kaj je tam bistvena prednost tudi? Podatki. Se pravi, oni imajo zgodovinske baze podatkov in če ti spremeniš klasifikacijo pa strukturo, oni to zgubijo. To ima interes, da je eno izvajalsko podjetje notri. Če pogledamo, kako lahko premaknemo digitalizacijo naprej, treba je razmišljati o zmanjšanju tveganj pri izvedbi projektov, treba je razmišljati o zadevah, ki zmanjšujejo odpad v smislu nekoristnega porabe časa, čakanja v oskrbovalni verigi, potem je potrebno razmišljati o odpadu v smislu materijala in tudi učinkovite izvedbe projektov in njihove uporabe. Če bi pogledal z vidika enega večjega podjetja, je zelo pomembno, da se spremeni interna struktura ob digitalizaciji, zelo pomembno je, da se spremenijo procesi in dokumentirajo, zelo pomembno je, da se vključijo deležniki in da je nekdo, ki upravlja spremembe. Če mi kupimo še tako dober software za spremljavo na terenu, pa če ni osebe, ki bo dnevno gledala, a se pravilno uporablja, ali so spet skrenili na star način dela, ki je mi bolj simpel, da on tam napiše, pa da ni dokumentiran. In tukaj je treba imeti skozi v glavi, kako pridobiti informacije, ki so koristne za tekoči projekt in naslednje projekte, tako da se s kolegom arhitektom absolutno strinjam. In tisto, kar lahko pričakujemo v prihodnosti, je, da se bodo te podatki z tako imenovano data science obdelovali na čisto nove načine in da bodo prednosti za tiste, ki bodo imeli te podatke tako velike, da bodo ustvarjali asimetrijo in nove biznis modele, ki si jih zdaj ne moremo predstavljati. Ja, to so vse zanimive. Jaz bi se tja nazaj vrnil, da se stroka strinja, da hoče v opisu. Jaz se bojim, da to ni res. Jaz se bojim, da se ravno stroka ne strinja. Zato, ker financerja ni težko najti. Lahko vzamemo avstrijske prepise, pa jih prevedemo, to ne stane veliko popise. Vse imajo oni tudi noter Sonderheiten. Mi se moramo Sonderheiten pogovarjati, tisto, kar nas muči. Realnost je po moje prav ta, ko so prej slišali, leži v tej improvizaciji. Pri nas je improvizacija gonilo. To je zelo lepa beseda za to, kar se dogaja, ker improvizacija je res super stvar in če hočemo ven iz stanja povprečja, če hočemo imeti neke večje preboje, večji preboji so vedno posledica bodisi improvizacije, bodisi napake, ki se jo polju sistematizira. Ampak pri nas je improvizacija malo prehuda. Pri nas, jaz vam lahko povem, ko jaz prinesem načrt na gradbišče, je prva teza, gremo probati vse materijale zamenjati. Čisto vse materijale, ki so predpisani v načrtu, se proba zamenjati. Zato, da bi se v glavnem pridobilo na ceni. To je prva stvar, ki jo dobimo. Seveda se to pol zapakira v dajmo pridobiti na kvaliteti, to je bila napaka v projektu, tako bo boljše, bomo na način naredili, v resnici je pa za tem stoji cena. In jaz sem seveda za spremembe na gradbišču, ampak morajo biti izpolnjeni 3 kriteriji. Jaz vedno pravim, spremembe bojo, ko bo win-win-win. To pomeni investitor, projektant, izvajalec, vsi 3 morajo nekaj dobiti. Tiste spremembe, kjer vsi dobijo, sprejmemo takoj. To pomeni izboljšava. Tiste, kjer en zgubi, ne smemo sprejeti. In to je ta resnica tega našega, zakaj nimamo standardiziranih popisov. To je zelo grobo povedano, to, kar se v resnici dogaja. Zato, ker, če karikiram,
bolj ko greš na sever, bolj ti šijo načrte k sebi. To seveda tudi pomeni, da moramo mi prevzemati arhitekti ali pa ostali projektanti vedno večjo odgovornost, ker pa smo mi osebno odgovorni, pol ni izgovora na enega drugega. Tudi tu imamo problem z legislativo v Sloveniji. Mi nismo v principu dovolj odgovorni, sam tudi nimamo te vloge, nam ni predana do konca. Ne? Bolj ko greš na sever, bolj rečejo, kje je načrt, bolj ko greš k nam ali pa na jug, rečejo, ok, načrt, kaj bomo pa naredili? Če karikiram, ker tako se dela pri nas. Ne? In ta dva svetova, svet, o katerem mi zdaj govorimo, pa svet tega, ki ste se ga vi pogumno lotili, recimo, urejati, ne? Ker tudi v tem svetu je veliko ljudi, ki želejo biti urejeni, ker preprosto nimajo resursov, da bi bili urejeni sami od sebe, jih mora nekdo drug urediti. Oni pa bojo urejeni, njih pa mora nekdo drug. Velike firme se lahko same uredijo, male firme se ne morejo same urediti, ker preprosto ni tega denarja. Ne? In to je tisto, kjer se je treba začeti ukvarjati. Mi moramo uvesti en preprost popis, ne, kjer bo regulirano 20%, recimo betoni, pa izkopi, pa tiste stvari, ki jih lahko reguliramo, pa bomo imeli pač 80% Sonderheiten. Ne? Po pa počasi manjšamo te Sonderheiten, sam da pustimo samo tiste Sonderheiten, ki nam pa pustijo za izboljšavo produkta, za improvizacijo, ne? Kjer imamo win-win-win situacijo. In rabimo en tak preprost A4 list, začetek, cilj, ne? Pol pa pač gremo po, kar reče politika, umetnost možnega. Pri vsakem spraviš nekaj skozi, sam da je na koncu vse pobarvano. Tle se pa moramo glasati. Ne? Včeraj smo gledali statistiko javnih naročil, storitev gradenj. Letos je država oddala že 1,4 milijarde vrednosti pogodb, gradbenih pogodb. Ne? Če državi ni v interesu, da nadzira, kaj ugrajuje in kako, pa tudi privat sektorju ne more biti. Ne? Tako da vprašamo se, zakaj ribarimo v kalnem. Ne? Kdo je komu zgled? Ne? Kdo bi mogel biti družben zgled pa ogledalo? Prvi vrsti javni sektor. Ne? Država kot največji naročnik gradbenih poslov. Se ne more biti drug. Pa so pa hitro ja, kdo je država? Ne vem, ministrstva, ministri, vlada. Jaz ne mislim, da država, kaj je država, zdaj je široko, ampak na tem nivoju, na vseh nivojih je treba popravljati. Ampak vedno ti moraš vedno prilagoditi predpise na tvojo realnost. Ker če ne prilagodiš predpisov, to ko rečejo, ko mi gremo delati v Turčijo, delamo tam projekt, imam tam lokalnega arhitekta, ker ni nobene možnosti, da bi jaz razumel brez 25 let izkušenj ustroja njihovega procesa projektiranja. Moramo vzeti enega lokalnega, da mi to pomaga razumeti. Jaz sem sam to hotel reči, ne, da v resnici ni, da ne moramo. To, če bomo denar dobili, še zmeri ne bomo uvedli, če ne bomo uvedli z zavestjo, z priznanjem našega realnega stanja in hitro z malimi koraki naprej. Ne? To ne pomeni, da rabimo 20 let za to. Se lahko to uvedemo v 10 letih. Samo moramo, ali pa ne vem prej, ker neke številke streljam. Ne? Ampak vedno je treba prevesti zraven na lokalno kulturo. Vedno je tisto local customs. Ne? To je zakon, tole so pa local customs. Zakon, oboje dvoje mora skupaj sešteti. Temo se dotaknati še naslednje teme in to je trajnost. Zdaj, mogoče malo neumestno, ampak ravno včeraj se recimo na trgu kriptovalut zgodil en velik dogodek in sicer je kriptovaluta Ethereum prešla na nov model delovanja, s čimer so svojo porabo elektrike zmanjšali za 99,9%. In tudi kao v svetovnem merilu so se hvalili, da je s tem svetovna poraba elektrika padla za 0,2%, kar ni zanemarljivo. Ne? In tudi vsi ti procesi digitalizacije so energetsko potratni, materialno potratni. In seveda njihov cilj je neka optimizacija, koordinacija, zbiranje baz podatkov, da se stvari izboljšajo. Ampak zanima me, kako se na vašem področju, na vaših področjih lotevate tudi tega trajnostnega vidika. Ker če smem citirati, gradbeništvo je sektor, ki ustvari 40% emisij ogljikovega dioksida in skoraj tretjino vseh odpadkov v Evropski uniji in si ne more privoščiti, da ne bi bil inovativen. Torej, kako se lotevate zmanjšanja vpliva na okolje na svojem področju? Zdaj, če sem konkretna, pri nas je stvar, s katero se zdaj soočamo, ni direktno vezana na digitalizacijo, je pa neposredno vezana na trajnostni razvoj.
To je skupaj s Salonitom Anhovo razvili nov beton. Salonit je razvil nov cement, ki ima tam okoli 25% nižji ogljični odtis od trenutnega cementa. In smo danes oddali vlogo za demo projekt, znotraj katere bomo poskušali recikliran agregat, se pravi odpadni beton, mineralizirati oziroma karbonizirati in ga ponovno uvesti v proizvodnjo. Kaj to pomeni? Pomeni, da bomo z betonom, ki ima definitivno daleč najslabši ogljični odtis in postavlja velik problem z ekološkega vidika za gradbeništvo. Vemo pa, da ima en kup lastnosti, ki jih drugi materiali niti približno ne dosegajo, kot je požarna, tlačne trdnosti, vse ostale stvari, ki so pač značilne za beton. Se pravi, ne moremo ga nadomestiti tako enostavno z drugim materialom, ker če ne bi ga že, ne? Vendar moramo optimirati material. Skratka, smo na poti razvoja novega betona, nove tehnologije, pri kateri bomo uporabili svoje odpadke in pa odpadke cementarne, to so emisije CO2, pri čemer bomo s temi emisijami oplemenitili, če lahko tako rečem, odpadli beton, ga nadomestili v 2/3 deležu z navadnim agregatom, se pravi, zmanjšali bomo porabo naravnega agregata in dobilo novo betonsko mešanico, za katero je nedavno napravljena LCA analiza pokazala, da bo imela tam 20 do 25% ogljični odtis, pri čemer je zanimivo, ne, da ravno to, da bomo dodajali odpad, nam znižuje, poslabša LCA analizo. Zakaj? Ker LCA analiza ne upošteva noter, računsko ne more noter upoštevati odpadnega materiala, ampak ona upošteva samo transportne poti, ne? Ker upošteva to, se v bistvu nam je za skoraj odstotek poslabšal LCA odtis, ne? Bomo pa na ta način v bistvu reševali 3 probleme hkrati. Vkolikor nam uspe dobiti ta razpis, bomo v roku 2 oziroma maksimalno 3 let s Salonitom in še z 2 manjšima partnerjema razvili na ta način novo betonsko mešanico. Sicer bomo zagotovo šli tudi ta razvoj, ampak bo ta trajal nekoliko dlje. Ja, bom kar navezala na Tjašo. Midva s Tomatom sta bila nedavno v Španiji in sva plezala na postrojenju Hercal Diggersa, ne, to je enega podjetja, ki je zelo inovativno, saj v celoti gradbene odpadke predela in iz teh ločenih glinenih in betonskih odpadkov dela popolnoma reciklirane betone, ne. Prešli bo tudi na asfalt, skratka to, ker mi delamo kot demo pilote, ne, kar je v Sloveniji inovativno, je v Španiji že zgrajeno, je že realno, smo bili že gor, smo o tem tudi pisali, tako da pozdravljamo to in se tudi tega tako veselimo, da bo mogoče ta tehnologija res prišla, pa ta metoda. Zdaj v Španiji je seveda na tem pač območju juga Španije dejansko odpadne materijale iz gradbišč potem ograjujejo prek javnih naročil, a ne, v javne površine, ceste, pločnike, stavbe, vse, kar je s tem povezano. Tako da to zelo pozdravljamo in kot zbornica podpiramo, da se industrija preusmerja v take tako rešitve, ne. Vodimo tudi nekaj primerov trajnostnosti v gradbeništvu, imamo nekaj projektov, ampak to so manjši projekti, tako da skušamo tudi pomagati z iskanjem virov. Na Gospodarski zbornici so strokovnjaki, poseben oddelek sedaj za vire financiranja, ki tudi podjetjem pomaga poiskati in sfinancirati in jim pomagati pri oblikovanju sfinanciranja njihove poslovne ideje v smislu teh zniževanja ogljika, tako da vabljeni, da nas kontaktirate, ne? Ja, hvala. Evo, jaz sem imel dovolj časa, da malo razmislim, kaj bom povedal. In imam en lep primer, mislim, da torej
nekako kombinacije digitalizacije in trajnostnega razvoja. V podjetju CGS Labs, kjer že več kot 30 let razvijamo svoje programske rešitve, se ukvarjamo tudi z razvojem tako imenovanih cestno-vremenskih sistemov. To so računalniški programi, ki nadzorujejo nekako stanje na cestah. Predvsem je to morda pomembno po zimi, vendar tudi ob drugih, recimo lahko razmerah, naprimer močan veter, megla, tudi močan dež ali pa vročina in tako naprej. No, ampak ravno na primeru recimo zimskega vzdrževanja smo razvili torej algoritme in aplikacije, ki znatno zmanjšajo porabo posipnih materialov, ki vemo, da so škodljivi za okolje. Torej po zimi, ko se vozimo po cesti, vidimo te tovornjake, ki pač posipajo neko snov. Tukaj imamo zelo različne te kemikalije, ni to samo klasična sol, ampak pač so tudi druge zadeve. No, in z digitalizacijo oziroma z nekim dobrim pregledom, kaj se dogaja na posameznih odsekih ceste in kje se nahajajo naši tovornjaki, lahko mi to doziranje teh posipnih sredstev lahko zelo optimiramo. S tem zmanjšamo vpliv na okolje in pač nekako trajnostno prispevamo. Seveda zavedamo se, da vedno pač še vedno ukrepamo z posipnimi materiali, vendar smo že zelo zoptimirali. Tako da recimo na naših avtocestah DARS uporablja ta sistem in je skoraj za polovico zmanjšal ta, bom rekel, posipna sredstva na ta račun, se pravi s tem, ko so vložili v pravzaprav ta projekt digitalizacije. Mogoče najprej nekaj o teh 40%. Pred kratkim so danski raziskovalci in tudi praktiki napisali eno pismo, na osnovi katerega so izrazili nestrinjanje, da se v zadnji zakonodaji in direktivi EU ni vpeljala vgrajena energija. Namreč treba je vedeti, da se je v stavbo, v kateri bivamo, z samo gradnjo porabili 70% energije in da je tistih 40% v naslednjih 20 letih samo 30% celotne energije, ki jo eno bajta porabi. No, v zvezi s tem lahko pričakujemo zelo velik vpliv na industrijo gradbenega materiala, predvsem iz vidika toplogrednih plinov in evaluacije na nivoju Scope 2 in Scope 3, kot ga poznamo pri Greenhouse Gases Protocol. To se v zuniji že intenzivno dogaja in lahko pričakujemo, da bo to tudi en pomemben dejavnik, ki bo vplival na izbiro materialov pri projektiranju in tudi načinu izvedbe. Naslednja pomembna zadeva, ko govorimo o trajnosti, pri nas je bilo kar nekaj razpisov, kjer so bile zadeve neopredeljene. Potrebno je definirati standarde izračuna tudi za LCA. Tukaj je lov na medvede, koliko se kdo spomne, kaj bo upošteval. No, in da je to na nek standardni način izvedeno, mora biti eksplicitno zapisan. Potrebno je predpisati, katere baze podatkov se upoštevajo. Te baze podatkov morajo imeti zelo transparentne meje, ki upoštevajo količino vgrajene energije, in predpisati je treba protokole od razpisne dokumentacije vse do predaje objekta. No, in tukaj je ogromen dela in potrebno se je zavedati, da od te vgrajene energije, kot je kolegica prej omenila, predstavlja beton en velik delež in ta delež je 98% vgrajene energije pri stavbah odpade na beton. Tako da tukaj je eno zelo zanimivo področje, marsikaj se dogaja po svetu, no in to bo tudi spremenilo dolgoročno vplive na okolje in tudi aplikacijo digitalnih tehnologij
kjer bo BIM zopet igral zelo pomembno vlogo. Se strinjam vsem do zdaj povedanih, zagotovo je beton oziroma cement najbolj problematičen. Ne? Cement moramo izločiti iz betona, ne? To je tisto, kar se tudi na veliko že dela. Ne? Zdaj, materiali brez dvoma, mislim, jemati jih, kako ne rečem, čim trajnejše, ne? Kot smo omenili, jemati jih čim bliže, seveda, kot smo omenili. Ne? In to se razvija in zdaj tu, rečemo, arhitekti razen tega razberemo čim bliže, ne moramo kaj druga zraven narediti. Mogoče lahko dodamo eno misel, ne? Ko nas mogoče malo žuli, recimo, če gremo 200 let nazaj, ne, smo zgradili hišo ali iz kamna ali iz lesa in to je bilo to. Danes imamo pa eno plast, pa drugo plast, pa tretjo plast, pa četrto plast, pa peto plast. V bistvu lepimo take lističe skupaj, ne. Mogoče bo treba začeti razmišljati, da spet združimo kakšne take kompozitne materiale, da spet pridemo nazaj na te stvari. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da lahko preprosto trajajo dalj časa, ne. In prenova je tisto, kjer lahko arhitekti pomagamo. Prenova v klasičnem smislu besede, ne, da prenovljamo stare objekte, namesto da zrušimo pa postavimo nove, ne, oziroma obdržimo tiste dele, ki so v redu, zrušimo ostale. Ne. Jaz vedno rad rečem, da je po moje, ravno iz tega podatka 46, najbolj trajnostni objekt, na katerem smo v življenju delali, prenova dominikanskega samostana na Ptuju. Ne. Ta hiša stoji že 900 let, ali pa zlavih 900 let. Nima nobene izolacije, vse je narobe, je z enega kamna, ampak je bila samostan, muzej, vojašnica, socialna stanovanja, zapor, vsega boga je bila, skratka, že toliko let je v uporabi in verjetno ni bolj trajnega objekta, če bi pogledali celo izkaznico, koliko je imela emisij skozi življenjsko dobo na okolje. Ne? Ampak mogoče prenova, o kateri sem jaz govoril, je to, da vsi se moramo zavedati, da danes se vse spreminja z vrtoglavo brzino, ne? In stavbe pa niso tako hitre, stavbe so pa počasne. Ne? In nobena, mislim, vsaka stavba traja veliko dalje kot program, za katerega je bila zgrajena. Ne? Program se bo neizogibno zamenil prej, ko se bo zrušila stavba. In ga bo treba prilagoditi, bo treba prenoviti, bo treba nekaj narediti, ali pa se preseliti, pa nove notre pripeljati. Ne? In to je tisto, kar lahko pa moji arhitekti naredimo, ne? Da že, ko načrtujemo nove stavbe, razmišljamo na način, kako jih bojo prenovili čez 20 let. Ne? In tu lahko pa mi mogoče neposredno pomagamo, ne? Da pač prenova je neizogibna, vsaka stavba se bo prenovila. Zelo zanimive teme in čestitke pri razvoju in pogledih v pač apliciranju novih produktov v trajnosti. Jaz bi se naslonil mogoče še na en aspekt, ki je problematičen, pa ne vpliva toliko na vgrajeno energijo, in to je tudi logistika, ki se pri gradbeništvu, ki je ključni del gradbeništva in je izjemno neoptimalna. Mislim, da bi na tem področju tudi lahko marsikaj naredili in spet se mečko naslonimo na to standardizacijo. Ne. Ni potrebno, da mojster gre po vsako kanal ploščo posebej v Bauhaus, ni potrebno, da se vsaki kubik ciglov dostavi z novim tovornjakom. Ne. Tako da, in glede na to, da je logistika tudi predstavlja dobršen del stroškov same gradnje, menim, da bi lahko z optimizacijo teh procesov, z spodbujanjem, da se materiali, v bistvu, da se gradnja načrtuje na pravi način, da se naredijo pravi popisi, da se dejansko da se stanja izmerijo na tak način, da lahko izvajalec nabavi količine materialov, ki so potrebne, da nima viškov, ne, da nima mogoče premajhnih količin materiala. S tem bi se tudi ta ogljični odtis logistike, ki jo ustvarja gradbeništvo, bistveno zmanjšal. Ne. Tukaj so šli določeni aspekti v pravo smer, recimo trgovine, kot so Bauhaus, imajo click and collect načine, ti si sam naklikaš, kaj potrebuješ, lahko s tovornjakom greš iskat. Ne. V Nemčiji imamo Shootflix, verjetno poznate rešitev, kjer lahko v nekaj urah dobiš recimo tampon, ne, ko ga rabiš, ne rabiš sam biti s svojim tovornjakom, ampak ti en servis, ki ima stotine tovornjakov in algoritem, ki v bistvu to logistiko rešuje, ga dostavi ob tisti uri, ko ti želiš, za neko minimalno naročnino plus strošek. Se mi zdi, da tukaj v logistiki se bi dalo marsikaj narediti, ne, ampak spet se vrnemo nazaj k sodelovanju pa komunikaciji. Ne. Mogoče malo drugačen pogled na trajnost, ampak vseeno neka stvar, ki jo lahko relativno hitro pa dobro rešimo, ne, in je manj kompleksna kot pa razvoj zelo inovativnih materialov, ki bodo pa v desetletju sigurno spremenili način, kako gradimo stavbe. Mogoče samo kratka replika. Evropska unija je objavila strategijo za trajnostni pristop v gradbeništvu, kjer izpostavljajo te 4 R-je, ne. Repurpose,
to, kar ste omenili, ne, potem reuse, recycle pa reduce. In te 4 R-ji se mi zdi, se preveč vzamejo tako, kar mimo grede, to se lahko naredi velik učinek v smislu varovanja okolja. Tukaj bi zopet izpostavil pomen BIM-a in to se v tujini veliko razvija, da so modeli opremljeni s podatki, koliko časa material traja, kdaj ga je treba zamenjati, tudi da se predpišejo procedure vgradnje skupaj z modelom, da so specifikacije pripravljene na tak način, da so vplivi na okolje čim manjši. No in tukaj imamo kar nekaj neizkoriščenega potenciala in to se preveč z levo roko jemlje. Če bi kdo naredil GIS za Slovenijo, kateri objekti so neuporabljeni in postavil nek trg, da pristopijo arhitekti z nekimi inovativnimi arhitekturnimi rešitvami, bi lahko marsikaj naredili. Tamle je lih profesor Anin Sever, kjer smo nedavno predavali tudi že dijake, pač osveščamo o trajnosti in trajnostnosti, da lebe ne sliš, ampak te vse vsebine skupaj z učitelji, predavatelji iz gospodarstva prenašamo v šolstvo. Zakaj to govorim? Ker je MOP letos tudi pričel s prenovo vseh poklicnih kvalifikacij, da pregledamo za 9 sektorjev, med temi tudi gradbeništvo, kaj se bo v srednjih in višjih šolah dodalo v smislu trajnostnih vsebin v kurikule. Tako da zdaj že delamo s CPI-om, s Centrom za poklicno izobraževanje, predlog neke bele knjige, kako bomo drugo leto prenavljali tudi šolske vsebine in kaj so tiste vsebine, ki jih morajo dijaki in študentje usvojiti. Tako da veliko se na tem področju dogaja tudi v izobraževanju in pripravi novih zaposlenih. Samo malo bi se vrnila nazaj. To, kar smo se pogovarjali o materialih, recikliranju, je to, ni vse, kar skupaj zmešaš, reciklaža. To je osnova. Je bistveno več, je izjemno zahtevno in to, kar spravijo nove smernice, kar ste kolegi pred mano že povedali, proizvajalci bomo morali poskrbeti za svoje odpadke. In šele, ko bomo začeli proizvajalci skrbeti tudi za svoje odpadke, bomo lahko ta krog sklenili. Se pravi, to je tudi osnova krožnega gospodarstva. To, kar ste pa vi rekel na temo ogljičnega odtisa oziroma transporta, je pa drug projekt, ki ga pri nas peljemo. To je beton, dostava betona. Tako kot naročiš v Mercatorju kruh, tako bomo imeli pri nas postavljen sistem dostave betona. Ugotovili smo namreč, da tovornjaki predajo tudi dolgo povsod čakajo hruške, da je velika izguba časa, denarja, ker pač hruška mora delati, pomeni, da motor mora delati. Da stvar je v razvoju in v zelo kratkem času bomo imeli ta sistem tudi vzpostavljen, se pravi just in time, določena količina na določenem mestu pri določenem kupcu. Mogoče bi še en trajnostni vidik osvetlil, pa vas vprašal, ker je delno, ampak indirektno povezan s tem. Sicer mladi oziroma prihodnje generacije. Torej, v bistvu ugotavljam, da je tudi neka rdeča nit, so neki novi izobraževalni programi, neki način, kako se to znanje prenese naprej. In ker imamo tukaj tudi 2 predstavnika šolstva, me sam zanima, kako se te teme digitalizacije, pa tudi trajnosti lotevate v svojem kurikulumu. Najprej za uvod, če pogledamo digitalizacijo, prej sem omenil tale trikotnik, hardware, software in ljudje. No in če nimajo ljudje ustreznih kompetenc oziroma te osnovne pismenosti, zadeva zelo težko steče. Mi v okviru izobraževalnih programov že leta uvajamo digitalizacijo na različnih nivojih, recimo konkretno na fakulteti za gradbeništvo se BIM predava od 2007. Jaz sem takrat poskusno na prvi stopnji to uvedel in sem dobil feedback
kaj se grete, ne, dajte jih rajš kaj drugega, kasneje se je pokazalo, da je to prava pot. Mislim, da je zelo pomembno, da se na novo definirajo kompetence. V okviru tega tudi sodelujemo z gospodarsko zbornico pri raziskovalnem projektu in te kompetence je treba tudi opremiti z točno določenimi rezultati procesov, ki jih bodo podprle, in to ni enostavno delo in bo v prihodnje kar zahteval en velik napor, da se bo nivo kompetenc lahko dvignil. Mogoče Valentina, še kakšna je s tvoje strani? Zdaj, ja, mi malo to preučujemo možnost, kako izpostaviti in tudi graditi kompetence v podjetjih. Zdaj, dejstvo je, da smo na zbornici že naredili karierno platformo, da bi kadroviki tudi znali zastaviti karierno pot vseh svojih zaposlenih in njihove spretnosti in znanje nadgrajevati in potem izpostaviti napram naročnikom. Ker dejstvo je, da tisti, ki vlagajo v svoj kader, tega ne morejo nikomur zaračunati, pa bilo prav, da se vsak vložek v usposabljanje zaposlenih to nekako pač odrazi. Trenutno se to pri naročniku ne odrazi, niti ni nobenih dodatnih točk v javnih naročilih, ampak prizadevamo si, da bi to tudi vstopilo ta kriterij mogoče kot merilo za izbor, koliko podjetje namenja za vse življenjsko izobraževanje svojih zaposlenih in koliko podpira mlade vajence, mogoče tudi koliko jih že vključuje v svoje delo. To. Kot zanimivost vam naj povem samo, ker se ne poznamo odprej, 3 leta je, odkar je bil na Centru za poklicno izobraževanje že oblikovan standard operater strojev za 3D tisk in dodajalne tehnologije. Se pravi, osnova za 3D tisk in dodajalne tehnologije za srednje šole je narejena. Pripravili smo jo, mislim, da je bila leta 2018 potrjena, ravno s tem namenom, da ko bodo začeli to uvajati v srednje šole, to je strojništvo, to so vse tehnične šole, bodo te stvari pripravljene. In v bistvu to je pripravljeno in je odlična osnova za vzeti vsebine in pa predvsem kompetence, ki jih naj bi dijaki imeli za bodočnost. Eno vprašanje je, ali smo v Sloveniji na kakšnem področju pa vseeno korak pred časom, da ne capljamo vzadaj, torej ali smo kje mi tisti paradni konj, ali bo tako tudi v prihodnje, ker po eni izmed anket 2/3 vprašanih iz gradbenega sektorja meni, da bo kriza COVID-19 pospešila preobrazbo industrije. Za povrhu smo zdaj dodali še energetsko krizo, pa še geopolitično krizo, ki draži proizvodnjo, pa transport, pa više cene končnih produktov, pa storitev. Ali bo ostalo kaj energije za digitalizacijo? Oziroma, kako bodo po vašem mnenju pritiski trenutne gospodarske in politične situacije vplivali na razvoj gradbeništva? Vprašanje je seveda kompleksno, ampak kakšen je vaš pogled na to? Vsako krizo moramo vzeti kot novo priložnost. To je čisto enostavno in pokazalo se je vedno, da je vsaka kriza bila tudi priložnost za te, ki pač ne stojijo na mestu in grejo naprej. In digitalizacija je zato zagotovo en normalen proces, evolucija, v katero pač, če rečemo, da je krog, katerega pač moramo stopiti, ali pa smo že stopili in se vrti. Tako da ne vidim tu nekih možnosti, sploh pa ne možnosti, da ali ne. To je del naše prihodnosti, to je del našega razvoja in moramo iti dalje s tem. Podjetja se morajo prilagajati, seveda drugače jih ne bi več bilo. Zdaj velika se še uspejo, mala tudi, kakšna srednja, tako da mi moramo reči, da na gospodarski zbornici tudi nagrajujemo te inovativne ideje, imamo tudi dan inovativnosti vsako leto, širimo to zavest o potrebi po inovacijah, prilagajanju, izboljševanju procesov po vseh regijah Slovenije, imamo regionalne nagrade in podelitve, tako da se nam zdi, da s temi dobrimi praksi, da izpostavimo boljše, mogoče potegnemo še ostale, da jih pritegnemo, da so morda še boljši, da se prilagodijo, ker ja,
Dejstvo je, da v naši dejavnosti vsako leto umre 17% poslovnih subjektov. Ne. Toliko je ta delež velik, skoraj 20% je novih playerjev. Ostajajo seveda una velika, majhna pa v luči te krize veliko jih začne, veliko jih pa tudi pač umre. Ne. Tako da izdajamo tudi eno statistiko poslovanja gradbeništva in industrije gradbenega materiala, kjer še bolj v drobovje prikažemo, kaj se dogaja v tem sektorju. In ja, dejstvo je, da tisti, ki se ne prilagodijo, nimajo dovolj visoke dodane vrednosti. Ta je v gradbeništvu žal v povprečju 31.000 evrov na enega zaposlenega, pri top 50 je pa 55.000 evrov. Tako da, kako zdaj spraviti tisto večino iz 31 na 55.000 je veliko vprašanje. Ne? To največja gradbena podjetja zmorejo. Podjetij je 7.000 gradbenih družb, samostojnih podjetnikov, teh obrtnikov je pa 13.000. Zdaj pa teh 50 mora biti svetilnik vsem ostalim. Mi se sprašujemo, ja, treba nekaj narediti, da to dvignemo. 31.000 evrov je premalo, da bi ti vlagal v razvoj in da bi lahko ponudil tudi plačo, da bi pritegnil dober kader. Torej, moje mnenje je tako, ne, zdaj eno imamo torej tukaj temo kriza, ne, zdaj, a je to kriza ali ni kriza, ne vemo še, ampak ne, drugo pa, kje smo izjemni, ne, morda, ne. Bom jaz ti dve zadevi malo povezal. Zdaj, kakšna bo ta kriza, če je to kriza, kar prihaja, je mislim, da zelo odvisen od nas vseh, tudi od države, no, ki tukaj seveda vlaga javna sredstva v velike projekte. Ne. Ti so pravzaprav največji delež v gradbenem sektorju, nimam podatka koliko, ampak če pogledamo, ne vem, infrastrukturo, bolnice, šole, razni objekti in tako naprej, to pač so javna sredstva. Ne. V prejšnji krizi je pravzaprav bila velika napaka politike ali države, da je preprosto porezala sredstva na teh projektih in je sledil velik šok, ne, ki je povzročil ne samo propad podjetij, ne, kar je še hujše, v bistvu je povzročil propad, bi rekel, neke gradbene generacije. Ne. Dogodil se je izjemen upad vpisa na šole, panoga je izgubila popolnoma ugled, vsi so pisali po časopisih, kako mi samo neki, ne vem, šušmarmo, ne, in tako naprej. Koliko so slovenske avtoceste bile, ne vem, preplačene in tako naprej. Kar jaz mislim, da ni res. Ne. Ampak je seveda izjemno kvarno vplivalo na to, da še danes, ne, vemo, kakšen je vpis na gradbeno fakulteto, tako v Ljubljani kot v Mariboru in druge šole, in se še vedno pobiramo. Ne. Po drugi strani je kadrovska problematika ena najbolj perečih problematik, sploh bi rekel tudi v gospodarstvu, v gradbeništvu, da ne rečem v informatiki. Torej danes ni za dobiti gradbenih inženirjev, ni za dobiti niti seveda mojstrov, ni za dobiti programerjev, ne, in mi bi se radi razvijali. Ne. Tako da z eno tako, bi rekel, napako, eno slabo odločitvijo politike države se lahko naredi izjemna škoda, ki se popravlja lahko desetletja. Ne. Kljub temu, ne, imamo izjemna podjetja, imamo izjemne izdelke, ne. Tudi na področju digitalizacije, torej imamo podjetja, projektantska in izvajalska, ki bi lahko rekel, da so po znanju v špici v svetu. Projekti, kot so, ne vem, recimo Karavanke so bili, Karavanke, predor, druga cev, eden prvih projektov, tako velik projekt izdelan v BIM-u, sploh rekel v Evropi. Ta drugi tir, ki ga zdaj gradimo, je tudi en bi rekel, lep projekt, kjer se digitalizacija veliko uporablja. Ne? Pa se o tem kaj dosti ne piše. Ampak torej imamo podjetja, poznamo naše zvezde podjetniške in problem je samo seveda, da
so to samo neke špice, ne, da bi pravzaprav to povprečje moralo biti višje. Ne. Ampak ja, vseeno imamo jih, ne, te zvezde, ki v bistvu bi se po njih morali zgledovati. Komentar glede COVID-a in gradbeništva in digitalizacije. COVID je v bistvu prisilil projektante, da so začeli uporabljati videokonference. To je bilo kar zanimivo videti. Prej se nič ni dalo narediti, dajmo se raje dobiti, potem je to postala stalnica in to se je vključevalo potem kasneje tudi izvajalce, komunikacijo z bazo, z gradbiščem, projektantom. Jaz mislim, da je to en velik napredek, ki drugače ne bi bil dosežen, če ne bi bil COVID v igri. Ta druga zadeva, kje smo najboljši, veliko je odličnih posameznikov. Ne. Mogoče bi tukaj izpostavil gospoda Pipenbacherja. On je dobil kar nekaj projektov v izjemni konkurenci projektantskih podjetij, ki imajo 5000 inženirjev, recimo COVID, to je dansko podjetje, in je on dobil most na Pelješcu, pa še kup drugih projektov. Glede digitalizacije ne bi mogel trditi, da smo res izjemni. Tukaj so Skandinavija in Singapur, Hongkong, kjer so desetletja pred nami. Potencial je velik. Tisto, kar vidim, da bo lahko naredili kako spremembo, je izboljšana komunikacija med strokami, zadeva je še zmeraj preveč prerezana. Znotraj običajnih partnerjev pri projektantskih podjetjih se veliko dogaja, ne. Ni pa nekega skupnega pripravljenosti, da bi izboljšali sodelovanje med strokami, arhitekti, inženirji. Tukaj vidim, da se da še veliko narediti. No. Najprej, ja, kriza, vsaka kriza je priložnost, ne, seveda. Marsikaj smo se naučili, 2010, ali pa nas je v gradbeništvu malo zamuja, teda 2010 smo pogruntali, da lahko tudi taka kriza pride, nismo si sploh predstavljali, ne. Vsi, ko mi preživeli, recimo ena generacija arhitektov za nami manjka, ne bo nikoli prišla nazaj v Slovenijo, je šla v tujino, ker takrat pač ni bilo preprosto, tukaj si se mogel kar fejs najti, da si se privil, ne. Je pa tudi res, da vsaka kriza najprej razbije temelje. Zdaj, vprašanje je, koliko jih razbije. Zdaj, z malo smole imaš cel srednji vek vmes, ne. Je kar velika kriza, je lahko tudi kar dolga, ne. Rečemo, da bojo zdaj so same hitrejše, pa da se nam to ne dogaja več, ne. Zato moramo paziti, da skozi vlagamo v razvoj, ne. In kot ste rekli do zdaj, ne, veliko je posameznikov, ko vlagajo veliko v razvoj, ali pa posameznih podjetij, pa to je pa res, da se pa kaj bi rekel, kvaliteta stroke se pa meri po stanju povprečja. In tu sta te dve temi, ne, ki mene vedno begata. Ti moraš vedno podpirati špico, zato ker špica je tista, ko bo potencialno dvignila povprečje, ampak pa moraš to prevesti na povprečje. Ne. Pa mogoče jaz zdaj preobrnil to temo, pustimo krizo, ne, pa bi izkoristil tole, ko je bil BIM omenjen, ko BIM zagotovo je nekaj, kjer mi gremo mogoče malo počasneje v ta BIM programe, kot kdo drug, ste omenil sever ali pa zahod, ne. Zdaj, moja izkušnja je, da je Evropa se nekako razrezala, recimo, če govorimo projektantske BIM programe, ne. Zahodni del uporablja Revit, vzhodni del uporablja Archicad, nekje skozi Slovenijo gre ločnica, mi ne vemo čisto točno, kaj bi, ne. In meni recimo BIM odpira polno vprašanj, ne. Mi imamo problem implementirati BIM v biro. Zakaj? Zato, ker BIM je v ideji super, ne. Naredimo kopijo hiše, ko živi v računalniku, ne. In tam se vse predvidi, tam se vse splanira, tam vse imamo pod kontrolo, seveda, če imamo BIM menedžerje, te stvari, ne. V resnici, ne, pa ta trenutek iz BIM-a vlečemo v povprečju vsaj, ne, bolj kot ne 3D modele, pa rečemo, to je glavna sprememba, zdaj hišo delamo 3D. Mi delamo hišo 3D že vseh 25 let, kar imamo v biro, ne. Celo ta problem imamo, da mi uporabljamo recimo veliko bolj advanced 3D programe, ki jih imamo problem skrižati z BIM programi, ne.
Zdaj, razlika med 3D modelom v BIM-u pa našim 3D modelom je, da ima on nalepljeno informacijo. Ne? In ko probamo mi informacijo nalepiti, ne vem, na Grasshopper, se nam je nemogoče. Ne? To pomeni, da se moramo mi zdaj odreči en modelu svojega programa, ne? Ki nam zagotavlja, da lahko uvajamo inovacije, ki jih drugače ne bi mogli, zato da bomo lahko na njega prelepili informacijo. A je to zdaj napredek ali to ni napredek? Ne? In se pa bi zdaj izkoristil, ko ste tle, pa poznate to bolj v podrobnosti, kot jaz, da vprašam, kje to dvoje srečati. Ker zagotovo je, kar se tiče tistega dela, dviganje nivoja povprečja, ne, je BIM zagotovo dobra pot. Zato, ker bo pod kontrolo vse, procesi bojo pod kontrolo, procesi bojo standardizirani, baze podatkov bojo urejene, vse super. Ne? Ampak moramo paziti, da pustimo te Sonderheiten ali pa improvizacijo ali pa kakorkoli smo že temu do zdaj danes rekli. Ne? To je pa v bistvu, ko hočejo standardizirati, kar težko. Ne? Ker, no, a mogoče že imate kakšne izkušnje v to smer? Kako to dvoje? Ja. Mogoče komentar glede kreativnega dela pa tega tehničnega, dokumentarnega dela. Jaz osebno menim, da ima BIM 3 glavne vloge. Prva je, da definira objekt na zelo transparenten način. Ta druga vloga je, da omogoča odločanje in da lahko omogoča odločanje na projektu tako projektantom kot investitorju ter izvajalcem, mora biti opremljen z ustreznimi metapodatki. In ta tretja vloga je, da se izdela kakovostna, usklajena projektna dokumentacija. Pri kreativnem delu je seveda treba te delotoke, ki so kreativni in omogočajo neko raziskovanje arhitektov, povezati s tem tehničnim delom in to pogosto ni lahko, je pa treba vzpostaviti sistem, ki to omogoča in danes so povezave recimo Grasshopper, Archicad že vzpostavljene. Vem pa, o čem govorite, problematika je na strani geometrije, ki je zelo fleksibilna, omogoča večjo izraznost načrtovalskih rešitev in tako naprej. Bi pa tukaj izpostavil eno zadevo. Tisto, kar je ključno, je, bi vas vprašal, rekli ste, da ste 25 let že delate, ne, 3D, ampak ostali inženirji pa niso, ne, strojniki niso, statiki niso delali v 3D, niste izmenjevali modelov pri usklajevanju. Tukaj pa vidim dodano vrednost, ne, da je model koordiniran, da so stavbni sistemi usklajeni z konstrukcijo in arhitekturnimi rešitvami, kako pa vzpostaviti delotok, ki bo omogočil kreativno načrtovanje in tehnično implementacijo, je pa zahtevna zadeva, ne, in ni enoličnega odgovora. Tukaj pa vidim glavno prednost BIM-a, ki enostavno prisili k sodelovanju vse deležnike. Ja, no, jaz bi še nekaj malo izpostavil, kar morda nismo do zdaj v vseh teh razgovorih. Ja, improvizacija in tako naprej, dobri smo, marsikaj znamo. Potrebujemo pravila, potrebujemo standarde. Evo, me je že prepoznal, ja, seveda, so frenda. V glavnem tako, na področju digitalizacije bom povedal vse, je zelo pomembno, da imamo v Sloveniji združenje SIBIM, ki nekako je osrednji pravzaprav akter teh pobud za usklajeno digitalizacijo gradbeništva v Sloveniji. V okviru združenja SIBIM deluje tudi tako imenovani Building Smart Chapter. To je izpostava mednarodne organizacije Building Smart International, ki razvija standarde za BIM. IFC smo vsi slišali, so tudi drugi standardi, ki jih razvija Building Smart International, in to je nekaj, kar je pa na koncu ta skupni imenovalec. Da iz te, bi rekel, naše neke kreativnosti in improvizacije moramo priti
pol na neke skupne imenovalce. No, in ti standardi so, ti skupni imenovalci nam seveda puščajo tudi še določeno svobodo. Mi v okviru gradbenega zakona, kjer je tudi BIM določilo, poskušamo narediti neke, rekel, življenjska pravila v okviru tega, ki nas ne bodo preveč omejevala, ampak hkrati določila neke nujne, rekel, standarde za to, da bo delo potekalo bolj učinkovito kot danes. No. Ta konkretna izmenjava podatkov med različnimi programskimi orodji se pa bo, jaz mislim, v prihodnosti bistveno izboljšala. Ja, sej, jaz se vsem tem povedanim strinjam. Jaz vedno že cel dan danes poskušam nekako vzeti neko pozicijo, dajmo čim več razvoja vključiti noter, pa dajmo se odločiti, do kam ga bomo regulirali, koliko bomo pa svobode pustili. Ker to je naš, se mi zdi, vedno glavni problem pri uvajanju novih tehnologij. Zagotovo to, da imamo 3D model zdaj, kjer vidimo cevi, ko grejo po objektu, je mnogo boljše, kot prej, ko jih nismo videli, kot se je bilo treba vse predstavljati. Neke stvari so že danes neprimerno boljše. Ampak ravno ta prehod iz nič nismo delali, zdaj bomo pa vse imeli na BIM, spet, realnost danes je taka, da vsi napišejo, mi imamo BIM model. Ma kak BIM model? Vi imate 3D model, do 300 narejen, ne vem, do loda 300, kaj pa vem, pač 3D model imate, kakega BIM-a, kakve lepljene informacije, tudi če imate lepljene informacije, noben ne zna pregledati, da imate lepljene informacije, se na drugi strani ni BIM menedžerja. In tiste note, ko mi izdelamo BIM model, ga vržemo v smeti, ker če ga nekdo ne vzame, ki ga bo takoj naprej delal in obdeloval in vodil in da bo hiša živela, je bilo to stran vrženo delo. In je vprašanje, če se splača to delo noter dati v ta del tistega dela. Tudi tu pač priporočam, ker vidim, da zdaj drvimo, Evropa, Anglija je prva zdrvela, Evropa drvi za njo. Tu je treba, če že mi pa ravno vse sisteme postavljamo, mogoče smo pa lahko tu bolj previdni ali pa bolj pragmatični, pa pač pustimo nekaj vrat odprtih, ker nam danes čisto zares še ni jasno, kam se bojo ta vrata. Recimo ta replika na tole, ArchiCAD podpira Grasshopper. Zato smo mi vzeli ArchiCAD. Sam pa smo ugotovili, da ga v bistvu ne. Ker Revit je imel zaprt sistem, pa si mogel pisati, pa je počasi ponavljal za Grasshopperjem. Zdaj ta trenutek je Revit odprl kodo, pa so kupili, pa oni imajo recimo boljšo podporo. Ampak še zmeraj je podpora sam do Morfa, če se poznamo. Hočem reči, to so neke male tehnične stvari, ampak male tehnične probleme, ki danes še ne vemo, kako se bojo rešili v prihodnosti. In jih je težko imeti pod kontrolo. In zato ta del mene tu zanima. Zdaj, BIM ne bo sam nič rešil. BIM bo rešil, če ga bomo mi pametno uporabljali. In če bomo rekli to, kar v resnici je. Ker zdaj rečemo BIM, že BIM sam malo ločitev. 100, 200, 300, 500, vsi vemo, kaj mora biti. Mogoče rečemo 300 za enkrat, pa pol 4, pa na posameznih projektih 400, pa na posameznih projektih nekaj druga, ker če ne je tisto stran vržen čas. Evo, smo prepričali poslušalca. Ok, mogoče, če vrnem na izhodiščno vprašanje, gospod Pelcelj, izzivi in priložnosti prihodnosti. Kako pa vi gledate na to? Hvala, da si opomnil, Primož, na vprašanje. Na temo nisem je pozabil vmes, ampak mi je všeč ta hitra debata, mislim, da je ful relevantna. Jaz sem v bistvu bil včasih gorečen srcem arhitekt. Jaz sem mislil, da bom sigurno arhitekt, ker drugo nisem znal in sem tam na faksu pustil srce, dokler ni prišla ta kriza. Pa smo ob six-packu piva z mojim prijateljem rekli, pa dajmo narediti en portal za mojstre tu v Sloveniji. Tak, za foro. Zdaj je zgodba malo prerasla okvirje. Letos pričakujemo vrednost projektov, ki jih prejmemo na platformi na vseh trgih za okrog 1 milijardo evrov. Smo na 12 trgih v Evropi, zdaj smo odprli še Nigerijo in Vietnam. In vidimo res nek kontekst širši stanja v gradbeništvu, ampak v tem spodnjem delu trga, ki ga mogoče v bistvu neke institucionalne strukture ne poznajo toliko. In kar sem v zadnjem desetletju opazil, je to, da je gradbena industrija izjemno odporna, ker največji cikli v
kako ekonomski udarijo nas najbolj, ne? IT, farmacija, zdravstvo, oni bodo vedno potrebni. Ne? Hiše pa gradimo enkrat bolj, enkrat manj. In zaradi teh fluktuacij smo ugotavljamo, da je ogromno novih podjetij, ogromno mladih praks, ogromno nekega novega vetra. In v tem času, ko beležimo v bistvu največjo zasedenost izvajalcev v zadnjem desetletju, ko je bonanca zapravljanja denarja za gradbene projekte skoraj da nerazložljiva kljub inflaciji in vsemu, imajo ljudje še vedno denar za bioklimatske pergole, pa za pametne hiše, pa za vse te, kako bi temu rekel, vsa ta izobilja. Ne? Mislim, da je sedaj gradbeništvo dobilo ekonomsko veljavo v smislu, če boš šel v gradbeništvo, boš zaslužil. Ne? Boš zaslužil 3-krat več, kot če boš pač ti, ne vem, mogoče celo arhitekt. Ne? Sigurno bo zaslužil 3-krat več kot oprosti dejan. Tak je, keramičar ima na uro 50 €, ne? Arhitekt pa mogoče 20, če ima dobre cene. Ne? Se mi zdi, da to priložnost lahko izkoristimo, da kanaliziramo ta ekonomski interes posameznikov, mladih in jih usmerimo pač v to, da se izobrazijo in da pač kot strokovnjaki nastopijo na gradbenem trgu. In tukaj opažamo tudi mi velike spremembe. V Sloveniji 2013, ko smo začeli, je imelo samo 40% izvajalcev e-maile. Ne? Zdaj jih ima, moče en taki brezvezni indikator digitalizacije, ampak je izjemno pomemben. Zdaj jih ima 90. Ne? V Nigeriji ima vsak mojster smartphone pa WhatsApp in stranki slika izvedeno delo, ker nima maila, in stranka dobi sliko projekta prek WhatsAppa. No, torej so preskočili mogoče desetletje razvoja in ta mobilnost, ta hitrost je nekaj, kar lahko izkoristimo sebi v prid. In po drugi strani se pa mi zdi spet ena pozitivna teza ta, da, tako sem na začetku omenil, dom je postala esenca za nas. Začeli smo se zavedati, da je pomembno, kje sedimo, kje delamo, kje živimo, in ljudje smo začeli vedno več denarja namenjati svojemu domu in mislim, da to je spet še ena prednost, ki je lahko gradbeništvo izkoristi za to, da komunicira, kako pomembno je, da se zgradimo kvaliteten, trajnosten dom, da ni potrebno, da imamo luksuzno hišo 350 kvadratov, mogoče luksuz v trajnosti, mogoče luksuz v boljših materialih, v boljši kvaliteti bivanja. In v bistvu, ko zdaj sem zelo idealističen, ne? Samo se mi zdi, da ta nova era, ki prihaja, je ena izjemna priložnost za vse. Nimam pa slabega občutka, da gradbeništvo in povezane industrije ne bi preživele. Mislim, da bodo z tega prišle veliko boljše. Mi pa se bomo kot platforma trudili biti še naprej neki povezovalni projekt in omogočati in izvajalcem in pa investitorjem, da hitreje pridejo do boljših storitev. Kar se mi zdi danes zelo zanimivo in zelo pozdravljam in se zahvaljujem vsem gostom, ki ste prišli, je, da bi mogoče lahko mi kot neki predstavniki javno-zasebnih partnerstev začeli neko počasno iniciativo, ki bi lahko rezultirala v izboljšanje komunikacije in povezovanja. V tujini obstajajo podjetja, ki so sama na lastno pest vložila v standardizacijo in od tega izjemno profitirajo. In v bistvu, če se moče nek tak institut tukaj pri nas ustvari, in mislim, da ni nemogoče, moče celo onstran nekih gibanj, ki so politično povezana, je to lahko velik korak naprej. In bi bil zelo vesel, če bi lahko s tem pogovorom, pa s to inicijativo počasi z nekimi inkrementalnimi koraki nadaljevali in bi bili veseli, če vas bi lahko tudi v naslednjih naših dogodkih in pogovorih povezali, pa moče lahko vsak si eno mini domačo nalogo zastavi, pa jo lahko morda predstavimo naslednji čez kako leto, pa vidimo, če smo naredili kak premik. No. To čisto tako malo prosti primer sem zabluzil, ampak se mi je zdelo fino tako zaključiti to debato, ki bi lahko trajala še najmanj do tega, da bi pač padli pod mize. Hvala. Ok, hvala Martin. Nič ni narobe, da zaključimo z pobudo. Res opazil sem, da neka rdeča nit danes je bila definitivno koordinacija in komunikacija. Tako bi lahko strnil vse. In glede na to, da ste tukaj nek mikrokozmos gradbenega trga, mogoče se lahko komunikacija začne že med vami. Bi pa čisto za konec, ker smo že pod točko razno oziroma zaključujemo, vsakmu, če želi, dal še kako kratko repliko ali pa če želi še kaj povedati, kar nismo se danes dotaknili. Tako da kar izvolite. Zaključila bi z eno mislijo, vsi smo govorili o nekih standardih, nekih pravilih in tako dalje, da je gradbeništvo na nek način dela dobro v tem trenutku,
da bo moral narediti velik korak na temo trajnosti. Kaj je trajnost? V bistvu zelo enostavno, ker imamo merila trajnosti, ki so postavljena za DGNB, LEED in tako dalje. Tako da neka pravila, neke smernice imamo. Imamo pa ene težave, ki jih imamo veliki, to je naprimer birokratizacija. Dokler funkcioniramo na ta način, da trajajo postopki leto ali pa še več, ne, je težko delati in planirati. In ena od stvari so tudi reference. Reference so problem, niso problem toliko, da jih ne bi imeli, ampak reference ti veljajo, mislim, da 5 let. Ne vem, v čem je problem, da so zelo razdrobljene, ne? Da če smo delali nuklearko, ne vem, govorim zdaj na pamet, da ne moremo pa delati zdravstvenega doma, ker bo najbolj zahteven del spet mogoče kakšna soba za radiologijo in tako dalje. Se pravi, to so aktualni izzivi tudi za vlado oziroma za gospodarsko, kako pomagati tem, ki smo na trgu, v samo olajšanju teh papiroloških birokratizacij. Ne. To je eno, kaj imamo za cilj, delati trajnostno, dobro, digitalno in zeleno. To je naša prihodnost. Jaz bom povabila v naše vrste, CGS Labs in GIC Gradnje so naši člani, hvala, tako da vabim še druge, ker smo le sogovornik vlade, ne, vlada ne more vsakega sprejeti, da se z njim pogovarja, smo socialni partner, prek sita grejo vse, kar prejmemo, a ne, oblikujemo, predlagamo vladi, dogovorimo in tudi naše poslanstvo je, da zlobiramo in omogočimo stabilno poslovno okolje in razvoj gospodarstva in socialni mir, ne, to je tudi zelo važno. Ne. Če ne bo dobrih plač, pa če ne bo priložnosti v Sloveniji, ne vem, kdo bo delal, pa kaj bomo delali. Hvala. Jaz bi za konec tudi se zahvalil tudi gospodarski zbornici, ki veliko vlaga, moram reči, v te nove trende in sploh v digitalizacijo smo imeli zadnje leta zelo močno podporo, tako da to pomaga res, da skupaj premaknemo zadeve. Jaz bi za zaključek sicer še tole rekel, no jaz sem seveda v tej digitalizaciji že več kot 30 let, študiral sem v 80 letih, odprl podjetje v začetku 90-ih, in zdaj je več kot 30 let. Nekje sem šel od tistega risanja na roke s Pavsom do prvih računalnikov, ne vem, Spektrumov, Commodore, karkoli že je bilo, jaz sem imel Sharpa, nima grede, sem začel Basicov programirati. No, in seveda smo uvajali CAD, smo uvajali BIM, jaz mislim, da bomo uvajali še kaj novega, no, mi se pogovarjamo pri nas podjetju CGS Labs o digitalnih dvojčkih, kar mislim, da je en naslednji korak v vsej tej evoluciji. Tako da mene veseli to, da se mi zdi, da gradbena panoga postaja vedno bolj zanimiva, no, s to digitalizacijo, da mislim, da mlade to privlači ali da bi jih moralo privlačiti, no, in da jim lahko pokažemo, da ni to več samo kramp in lopata, ampak je to pač, ne vem, računalniki, roboti, umetna inteligenca in tako naprej. Tako da jaz se pač z tega vidika ne bojim za prihodnost. Mogoče za zaključek, jaz bi rad, da se več pozitivnih stvari o digitalizaciji izpostavi, predvsem iz vidika potenciala, ne problemov, ki jih prinaša. In v zvezi s tem je zelo pomembno vseživljenjsko izobraževanje. Pri tem je pa treba izpostaviti, da so tudi zadeve, ki jih treba pozabiti, pa razmišljati o izzivih prihodnosti in kakšne prednosti prinaša digitalizacija tudi pri delu z materiali na gradbišču in zadeve postajajo izjemno zanimive in lahko pričakujemo, da bo to tudi pritegnilo mlade, da bodo želeli sodelovati v teh procesih, ker delo na gradbišču je res zanimivo. No. Ja, kot sem povedal v uvodu, jaz sem velik navdušenec na sprotno uporabo novih tehnologij, ravno prej smo debatirali, zdaj se je
nenadoma razživel AI z nekimi boti, pa poskušamo, kam to pelje, pa bomo videli, kaj se bo tu dogajalo. No. Ampak vseeno, želim pa vedno poudariti, da moramo te nove tehnologije seveda uporabljati. Eno so orodja, eno je pa pol aplikacija. Ne. Večkrat me vprašajo na kakšni konferenci, kaj si mislim o pametnih hišah, oziroma zdaj že mogoče ne več, če so spraševali, ponovadi je moj odgovor, super, rad jih imam, samo imam rajši neumne hiše. Ne. Ker se mi zdi, da je pametne tehnologije treba uporabljati predvsem v procesu načrtovanja. Največ bomo dosegli na urbanizmu, pol bomo dosegli na obliki objektov. To na koncu seveda lahko tudi tehnologijo pa digitalizacijo v smislu zadnjih 5% tehnike uvedemo v objekt, pa dosežemo vse te trajnostne vidike, za kere se bolimo. Ne? In pravila bi mogli vsi skupaj napisati na ta način. Ker, če karikiram, vsakič, ko preberem časopisu, da so odprli novo lit platinum stekleno stolpnico v Dubaju, se vprašam, če delamo vse prav. Ja, bom se navezal na eno izmenjavo sličic iz Midjourneyja. Ja, dogajajo se res izjemni premiki, ne, če ste slišali, pač verjetno tudi umetniki postajajo vedno bolj, kako se temu reče, obsolit po slovensko, manj potrebni. Ne. Zadnjič je zmagala slika, ki jo je naredila umetna inteligenca na tečaju, mislim, da v Londonu, v enem mednarodnem tečaju. Teda zgleda, ne, da v bistvu ene panoge bodo v modernih, sodobnih časih pač izumrle, ne, ampak kar pa vidim kot prednost, in to je vedno tudi naš pitch, da gradbenika pa vodovodarja pa noben robot ne bo zamenjal, ne, ker nekdo bo ti mogel priti, zašravati tiste cevi tam spodaj in ne vidim aplikativne možnosti za kakršnokoli drugo tehnologijo kot ene pridne roke, ne. Mislim, da smo mi tu ena izmed najbolj odgovornih industrij, da to dvoje povežemo, torej manualno delo in digitalne tehnologije, in da nas čaka ena ful zanimiva prihodnost, no, v naslednjih 10 letih. Ok, hvala za te zanimive zaključke misli. Imel sem občutek, da bi lahko skoraj z vsakim stavkom, ki je bil izrečen, še eno okroglo mizo organizirali. Tukaj se novega dogaja na tem področju, ampak vseeno moramo zaključiti to debato. Tako da, cenjeni gosti, hvala za vaš čas, hvala za vso znanje, ki ste ga predali, pa tudi vam, dragi poslušalci, da ste si vzeli čas in nas poslušali. Prosim pa en aplavz.